Ko nam prije taka okrogla struktura in ko dam palce skupaj, ko jih potisnem skupaj, se mi ustvari taka zanka. Čisto po naravni poti, evo jo. Preprimem tako, da lahko potem zanko stisnem od ozadej. Tako obrnem, da boste vsi videli, kakor jaz vidim. Potem pa zgornji del vedno zavrtimo naprej, da postane spet tako okrogel in ga preložimo čez tega spodnjega. In zdaj ta postane zgornji, ne? Spet zgornjega zavijemo naprej, postane tako lepo okrogla struktura in ga preložimo navzdol. In to ponavljamo. Dokdaj? Dokler ne zmanjka. Kaj moramo pa pol narediti? Zaključiti ali pa doštukati, ne? Prav tukaj smo začeli zato, da bomo lahko štukali oziroma dodali nov material. Evo, zdaj vrv prije taka, vidimo. Kipaš. Čvrsta, ne? Tudi močna, ne moreš kaj strgati v bistvu. Lahko proba strgati, če hočeš. Jaz bi probal. No, daj. Ne gre. Paš orang pored, ja, daj, si orang daj. Ne gre. Hoče teplo. Ne gre. Ok, ste videli, to je zelo močno vrv, pride potem, ne? In kot sem rekel, ko prijete nekako takole do zaključka, ko vam enega konca, se pravi da kražega konca zmanjka, samo vzamete nov material. Spet enako smo rekli prej, kipite pravi dol, obrnete naokrog, da je približno enakomerna debelina. In potem samo dodamo takole zraven ta novi sveži material k temu kratkemu delu, a vidimo takole. In se skupaj obrnemo kam? Spet naprej, stran od sebe, ne? Da postane kot eno in nadaljujemo kot prej. Ja, dva ne pletata, dva ne pa material pripravljata v skupini, ne? A ja, skupaj. Oba pletka in potem združimo vrvi. Potem pa združite v bistvu vrvi, ja. Bom pokazal še tiste čisto osnovne vozle vam zdajle, da boste videli, kako se to skupaj splete. Kako ne znaš? Saj zato ste tle, da se naučite, ne? Če pa ti je zdaj glih pokazal. Ja. On ne zna. On ne zna. Dobro, sem že predal v Kali, ne? Evo. Na koncu naredite over finger knot, se pravi, greste okrog prsta z vrvjo, prst ven vzamete iz zanke in kamera kaže, prst dotaknete konec te vrvi. In zategnete vozu do konca dol. In se vam ta vrv ne bo potem. Kaj? Ne bo se razpletla, ne? Tako, ona spodna je vtrgana. Kako? Da spoda zdaj vtrga. To potrga stran in dobiš, evo tako. Kakšno vprašanje? Vse veste? Kako se boste lotili? Ja. Sigurno? Dobro. Potem imate pa 1 uro časa. Ja, da spletete najdaljšo vrv v skupine. 5 metrov. Prosim, da samo 2 hodite po travo. No, hvala. Samo po 2 hodite, prosim, tle v travo, pa ne predalj zato, da ne boste se shodili, no. A prav, najrajši da tle pobirate, ko je ta del tle okoli. Kaj pa če kakače? Rdeči. Čekaj, da ga Alo, ded, miri se. Kaj delaš ti s travo?
Kaj? On je travo pobral. A si ti kaj poslušal? Ja, to je prav, ki je potrebujem. Ej, ne predaleč, kolegi, ne predaleč na travnik hodil, prosim. Tele ob robu, lejte, sem pete ob robu, pa poberite to, kar je ob robu, prosim. Ne hodite not na travnik. Vi pa cel travnik pobrali. Ja, sem tega več rabta, ne sem po par bit. Pa gre pa to nekako v krog. Bolj zategni, bolj stisni. Pa tako. Ne samo zanko, cel svalkec. Ne da se več. Ko smo ti naredili? Ja, evo, gledajte mo. Look. Jaz mislim, da ne bo to To. uspel. Ok. Neki že bo. Tiš. Koliko narediš že v zanko? Koliko že A jaz narediš sem malo v zanko? strgal te trave. Ti zdaj sam gas. Ja. To je to! Kakšna oblika. Le to, koliko gremo in to hit. Jej! Ok, jaz začnem začetka, daj mi. Mi imamo najlepše. Ja, a tudi lepota šteje, ne? Ja. Ogledaj. Nice. To bo v tem zelo dobro. Hitro, Jaki, moramo niči prvico. Ja, zdaj, tukaj še trave. Ben je rekel, da ne smemo goljufati. To je Lars naredil. Vem, to ne goljufamo. Ja, to nam je dal, naša je. In rekel je, ok, da lahko imamo. Što to je res? Ne goljufamo. Što to je res rekel, da lahko imamo. Ne goljufamo. David, kaj delaš? Pa dajte naše, ne? Tina je spletla tokle dolgo. Pa druga skupina, prosim, pokažite. Čakaj, sam sta dve. Nista, ne? Vse zvežeš skupaj, ne? Mi zmagamo. Jaz sem tu. Zveži skupaj. Tako šuha. Šuha sem. Ja. Ti jaz šuha vezam. Meni se zdi, da to z eno osebo mi je kar dobro. Vse je. Psim se tako malo. Mi smo pa tudi. Happy little accidents. Ok. Ok, da ne Zapravo, snima. No? Snima. Ne preveč. Vam koliko drži. Kar lahko napnete, da se počist poravna, da vidimo, če zdrži skupaj. Super. Dajmo, vleči. Druga skupina, ne? Ja. Zmagala, absolutno. Jej. Pomivam posodo. Ja, Ne pomivamo. Ja. tako pač je, ne? Lično. Nimaš kaj. Vidi sem. Prosim, če poveš fantom pa dekletu, kar obrnem se prosim njim, ne bo hrbta kazala. Dobro. Tle imamo eno tako vrvico, ki gasilci uporabljate za vozle, ne? Vaša je malo daljša. Ja, drugače pa v redu. Bo dosti dolga. Ja. A? Boš pokazal te osnovne vozle, bom jaz roko nastavil. Pa Saj boš- za enega itak ne rabim. Tako, za enega ne rabiš, za dva pa rabiš, ne? Kako grem po vrsti? Prosim, kar povej, kjer ga boš najprej naredil. Ok, najprej bom naredil tkalskega. Prosim, če še razlago poveš, kako si Pa se v ti bistvu- naučil ta voz delati. Zelo easy, On je specialc drugače, se ga poznate, ne? pač dvakrat narediš začeten vozel za vezalke zavezati in je. In zategneš in je. Sploh ni težko. Kako se še reče temu? Osmice. Ne? Ne. Ambulantni. Ambulantski ali pa... Ambulantni. Ambulantni. Ambulantni? Potli... Tkalski, ja? Zakaj tkalski?
Kdo ve? Da še enkrat narediš, prosim. Zakaj? Kdo ve? Zaradi tega, ker lahko tudi ribiške mreže pletemo, ne? Se pravi, se dobimo tista okenca potem, če si predstavljate, a ne? Ja. V mreži. Okay? Zato ambulantni tudi zato, ker je zelo ploščat in ranjencu oziroma pacientu ni pritiskal na telo in ga ni tiščalo, a ne, ko je imel povezano nogo, recimo, ne. Če je bil ranjen kdo, a ne, med drugo vojno, a ne, so pač vse uporabljali ta vozel. Se pravi, fajn tudi, da povejo, da se zelo hitro razveže, a drži. Ja. Se pravi, kaj sam narediva, sam skupaj ga stisnemo, ne? Pa gre narazen. Ok? Super. Mogoče, če še jaz povem, kako sem se ga jaz naučil delati. Da boste, ne? Ti si zelo enostavno rekel dva vozla, ne? Kaj se lahko zgodi? Ja, da narobe daš. Kaj pa pol pride? Ženski vozel, ne? Se pravi, ta je moški vozel, a ne? Ta ambulantni, kalski, kakor rečete gasilci, ne? Je moški vozel, tudi, ne? Ima ime, se pravi, že 3 imena smo povedali za ene in isti vozel. Ok? Prav tega je kar dosti lahko. To je moški. Kaj se lahko zgodi, da naredimo ženskega? To je pa obratno. Ja. To je pa obratno. Bom zdaj pokazala. Dobimo pa to. Prav to, vidite, pa dela tako. Ajej. Ajej. Se pravi, In tako. morate biti 100% prepričani, da ste naredili pravi vozel. Ker če ne boste kam padli, ne? Ja. Ali pa bo kaj vam padlo iz prikolice, ali pa ne vem, če boste kaj vezali na kaj. Ja, po prepad, ne? Prosim. Torej, v bistvu karkoli žensko naredijo, ne bo držalo. To pa ni bilo zdaj lepo. Okay. Tega si nisem jaz izmislil. Ko vežejo, kakšno špago. Če ne znajo vezati, lej pol, jaz tudi moškemu ne zaupam, če ne zna vezati. Ne, v redu je. Glej, ženski vozel, tega se nisem jaz mislil. Dejansko je ime ženski vozel. O, Ker en je moški, en je pa ženski. In ženski pač vidimo, da ni v redu, a ne, da se zadeva ne drži. Najbolj enostavno se ga pa tako naučimo, se bomo obrnili tako. Sprav naredite kakorkoli zanko, za čevlje zavezati in potem ta vrvica, ki gre proti meni, pa vidite, ta gre stran od mene, ta gre proti meni. Gre preko te, ki gre stran od mene, preko nje in noter pa ven. In dobimo, kaj? Kalski vozel, ambulantni vozel, moški vozel. Dobro? ambulantni dam klic. Kako? Ambulantni. In ta, ko je zategnen, se pravi, bolj, ki ga šponamo, bolj drži, a ne? Ja. Ok? Ne bo odvezal. In razveže se zelo enostavno. Ja. Samo skupaj pritisnemo in je razvozlan. Ok, naslednji je Jamborski. jamborski vozel. Povej, kako ga boš naredil. Levo se tako obrnem, da bojo še oni videli, kako ti vidiš. Pač daš tako roko in Tako na stran stopi, da bojo videli. in pol greš takole, čez, takole. Boš to zdaj zelo počasno naredil, še enkrat, z razlago. Kako ti je mentor povedal, kaj moraš narediti? Pač govoril mi je, da moram dati tako spredi roko, Ja? pa iti pod to, pa čez štango, pa čez Pa vmes, potegneš. tako. In kaj je značilnost tega vozla? Kdo ve? Se pravi, to je jamborski vozel. Komu rečete jamborski, ne? Jamborski. Jamborski. Jamborski vozel je, že ime pove, da je za jambore namenjen. Prav, da jambor stoji po konci, mora biti pripet vsaj na 4 strani. Za levo, desno, pa naprej nazaj, recimo, ne? In mora biti pripet z vrvmi. In zdaj tako. Tudi če ena vrvica
se pravi, če je ena vrvica ohlapna, da ni nič gor navezano, ta vozel drži, se pravi, se ne bo podrl. Se bo prej slej zategnil in bo ostal na mestu. In ne gre ne dol po roki, ne gor, ali pa po jamboru, niti po gladkem lesu, ne po zimi kamor, ne, ko je tako zavezan. In zato se ta vozel uporablja. Prav, kadar želimo nekaj, da stoji po konci, pa zapnemo z dvema vrvema, ne, vsako posebej v svoj konc, zaklinimo, damo kline, prevežemo in zadeva stoji potem po konci, kot jambor, pri ladji, ne? Veste, kaj je jambor? Ne veste? Ja, neka ladja. Pri ladji je tak drog, na katerem so potem lahko kakšna jadra obešena, ne? Za veter. Ali pa opazovalni stolp, če si predstavljate, košara, ki so imeli včasih na ladjah. Ima tudi jadro, pa še bolj gore. Tako, in seveda so uporabljali tudi jadra, da so kaj lahko pluli z vetrom, ne, da niso rabili veslati. Ali pa da niso rabili uporabljati motora, tako zdaj. Ja. Pa benzina. Takrat jih tudi bilo ni, ampak kakorkoli. Ok, se pravi, imamo tale jamborski, lahko se ga tudi takole naredi, ne? Se pravi, kot Miki Miška ušesa. Prav, ena zanka pride tale vrvica pred tole sredinsko vrvico, ena pa od zadaj. Samo prekrijemo in spet dobimo enako isti jamborski vozel, ki pa ga imenujemo tudi bičev vozel. Bičov. Ja, ampak zdaj, če jaz to potegnem, sprav mora biti absolutno nekaj vmes, a ne, da to deluje. Nekaj štanga ali karkoli, tako. Ker drugače to smo videli, da ni čisto prav vozel, ne. In še tretji, Je pa tale. Tesarski? Tesarski. Ta je pa malo prekratka. ja, kar tako, kar več si vzem. Je malo prekratka, pa malo pretrda, ne. Še pa čez. Pa zategniš. Se že lahko neka verižica. Ja. Temu rečemo po palcu. tesarski vozel, se pravi, kjer v bistvu konec samega sebe uvije nazaj, a ne, trikrat uvijete, a ne, Ali več. ali več, tako, če je petkrat, ni nič narobe. In potem samo to pride skozi in ko pride do tega, pride do tacga trenja, da to ostane na mestu in bolj ga šponate, bolj bo držalo. A je tako? Pa bolj boli. Zakaj tesarski? Zato, da ste lahko kakšno sekiro na ta način za ročaj privezali, jo dali dol, kolegu, varno, da bi padla na tintaro, ne, na glavo. Ja, se pravi, bolj je bila zategnjena, bolj je držala, a ne, pa je pa kolega čisto enostavno samo to naredil, pa vzel sekiro ali pa kladivo, ali pa kos lesa, ali pa karkoli, a ne. Drži? Ja. Hvala, Rok. Super si to razložil. To so specialci, gasilci, evo. In naši specialci, a ne? A nam vozliki prav pridejo v življenju? Ja. Če rabiš kaj povezati. Naš drugega čevlje zavezati, ne? Avti. Avti, če se vstavi. Tako. Glejte, zdaj bom tako naredil. Eno prevezo rabim. Eno prevezo za oči. Bo šlo? Ali se danes tak lepo gor, samo ne vem kako je, ali se jih vidi česa ali ne. A ima kdo kakšno brisačo ali pa karkoli? Ne. Imam rokke vložile. Tole mi ni všeč, ker se vidi čez. Kadar boste imeli dve enaki debelini vrvi. Dva rožička. Dva rožička. Torej dve enake debeline vrvi. Spravi, rekli smo, da lahko pridemo čisto enostavno, ko bi si hoteli zavezati čevlje in zdaj gre katera preko katere?
Desna preko leve. Ta, preko te. Ne, za njo. Se pravi, ta gre preko te. Ja. Je prav? Ne. Ja. Ta gre Ja. proti meni, ta gre stran od mene. Katera gre? Je prav. Ta, ki gre proti meni, gre preko te, Ja. jo Ja. prekrižamo, In pol daš noter pa ven. Ja. Ja? Ja, drugač pa tudi to. Če želimo, lahko naredimo še Enega. stopper knot. Se pravi, to je over finger knot ali pa stopper knot se reče, kateri preprečuje kaj? Da bi ta konček vrvi lahko zmuznil se tle not v vozu, tle In isto šel ven. naredimo, ne? In šel ven, tako. Zdaj pa to mi njemu tole preprečimo in dobimo res zelo, zelo dobro varovan vozu, ki se ne bo kar tako podrl. Evo ga. Kaj ena klobasa, ne? Kaj ena krvavica. Kakorkoli. Funkcionira tako. Se pravi, ta je zelo varen. Nevaren pa je, kadar uporabljate dve različni debelini vrvi. Kapal pa v razliže, pa se razliže. Zdaj pri teh je tako. V tem primeru Tam je. Za tam. ne v konec, da malo pije. Tamle. A, to nisem zažil, ja. Kadar imamo pa za seštuka dva različna konca vrvi, pa ambulantni načeloma ni dober, oziroma sploh ni dober. Zakaj ne? Zaradi tega, ker, evo, zdaj to zategnem, a ne? Si mislim, da je to zdaj dobro in vlečemo. Zdaj bo sicer parjel tale vozu, zato ker je tale vrv zelo hrapava. Ta pa taka zelo mehka, ja. In jo zelo, zaradi trenja jo prime. Drugač pa, verjemite mi, če bi bila to ena druga vrv, lejte bi, mislim, ali pa če tako narediš parkrat, razpade, končano. Ne? Zato ne uporabljati tega vozla, kadar spajamo dve različni debelini vrvi. Uporabljamo katere vozle? Za dve različne debeline. Dve različne dobili. Kaj bi rekli? Poznate ribiški vozel? Ja. Ne. Enojni ribiški vozel, sprav, damo dva konca skupaj, ker hočemo združiti. Najprej naredimo okrog prsta ovoj, dotaknemo prst ven in kamar je prst kazal, damo ta konc vrvi noter in zategnemo v takle čisto običajen vozel. Potem to obrnemo okrog, potegnemo tlele malo več mesa, tukaj lahko naredimo ovoj. Prav, še to tanjše naredimo enako, gremo okrog obeh vrvi, prst ven, kamar je kazal prst, vtaknemo vrvico in zategnemo takole proti koncu. Zdaj pa to skupaj potegneš, Tako, pa ne bo šlo dol. tako. In potem, ko prijete takole skupaj, ne morete iti več na razen. In zelo dobro drži. Se pravi, zelo enostavno ga dobimo tudi na razen. Sam potegneš, potisneš tega noter, pa je že razvozlano. Okay. Naredimo lahko dvojnega, se pravi, na mesto enkrat ovijemo kolikrat? Dvakrat. Kamar je kazal prst ali pa kamar sta kazala prsta, vtaknemo konček noter, zategnemo in dobimo tak malo debelejši vozel, vidimo? Obrnemo, tle ponovimo zgodbo. Prav tega razdrem, ker je bil enojni, mi ni všeč recimo, hočem dvojni. Enkrat, dvakrat, nazaj proti roki ovijemo vrv, vidite? Prav nazaj proti moji dlani zavijemo dvakrat. Vzamemo prst ven, kamar je kazal prst, taknemo ta konček, zategnemo, spet dobimo to in ko zategnemo skupaj, vidite, da se združita. Je zdaj pa še bolj močen. Ja? Kaj pa trikrat?
tudi 3-krat bi šlo. Kaj me še? In 4-krat in 6-krat in 12-krat. Kakor hočeš. A gre stokrat. 100-krat tudi. Prav bi sketalo, vrvice sem. No, Sem za eno zdaj pa še enega pokažem, ki je pa mogoče malo bolj napreden, čeprav je čist preprost. Ampak za mene osebno v ribičiji najbolj uporaben vozu, kadar imate iz debele predvrvice, iz debelega laksa, po domače, na tankega. A ne, ko vežete. Ja. Tanki to je laks. fajn, ker ne rabiš imeti isto debela. Ko vežete tanki laks, recimo da je to tanki laks na debeli laks. Prav, da hočem imeti tle na koncu trnk, a ne, tudi če mi riba vse utrga, imam uteži pa to vse tle gor na tem laksu in da mi samo to utrga, a ne. Ja. Ok, štukam tlele v bistvu z Albright voznom, se reče, Albright. Da naredimo tako, Albright, ja. Da naredimo tako lezankico, ne. Pridemo z vrvico od spodaj gor, jo potegnemo proti sebi in tle držim v bistvu zdaj 3 vrvice, tako rekoč. In začnem od tukaj ovijati nazaj 5-krat proti zanki gor. Prav, 1-krat, 2-krat, 3-krat, 4-krat, 5-krat, pa ta konček pol vtaknem tle noter v tole zankico, zategneš, zaklenem to, vidiš, da zakleneš, potegneš še tale konček ven, da se tle zategne in potem, jaz sem malo prekratko tole vzel, ampak bo šlo po moje, primete za ta tanki 2, pa za ta debeli 2, pa zategnete. Zategnete in potem se poščipa, se pravi tukaj, to gre stran, pa tukaj. In če boste zdaj dobro pogledali, je v bistvu, če zdaj prav z te strani pokažem, je isto, kot da gre iz debele direkt v tanko. Kot da je ena, a ne da? Ja, tako zgleda. A ne da? Ampak promo raztegnemo. Kaj, lahko se obesiš. No, tudi jaz? Drži, ne bo, na to se ne razdre. To se ne razdre nikoli. Mislim, Če ga ti, ja. če ga ti ročno drugač ga pa tudi valovi, pa to ne 3, razdre. 2, 1. Ne boš se premaknil nikamor. Prav res dobro drži, razdremo ga pa z enim prstom, lej to. Z enim prstom ga razdreš. Hoče riba tam zbežni. What? Kaj? Sam z enim Ok? Ja, pa lakso ne. Ja, A je fair? Pri laksu je malo težji, ne? Pri laksu je malo težji. Pa kadar zategujete pri laksu te vozle, jih vedno poslinite. Zakaj? Zato, ker pride do trenja, ko vi zašponate tiste vozle, se pride do full trenja. To pomeni, da se full segreje laks in se zmehča. In vam bo tam počel. Resno. Na vozlu vam bo laks počel, če ne boste ga poslinali ali pa v vodo namočili. Jaz bi ga Se pravi, da ga hladite. A ne? Ok? Ko zategujete. Kakšno vprašanje? Ni vprašanje. Prosim, če se zelo usedete. Ali iz nahrbtnika, ali pa sem si jo spletel in jo želim napeti med 2 drevesa, zato da si bom postavil bivak, da bom ponjavo dal česa, ne? Se predstavljamo? Ja. Ok? Torej, ujela te je noč, karikiramo, seveda to, ta vaja, ki jo zdaj gledate, je v bistvu, kako ne rečem, dokaz, kdaj obvladamo vozle. Se pravi, ko to delamo z zavezanimi očmi, potem lahko rečemo, da res nekaj znamo. Ok, dokler imate pa vi odprte oči, pa niste prepričani, ali ta voz res ta prav ali ni, pa takrat roko na srce ne obvladate še dobro vozlov, a ne? A je to res? A ne? Tako da morate biti res v vozle 100% prepričani,
da se vam kaj ne bi zgodilo. Prav, jaz moram sam sebi strogo zaupati, da vem, kaj počnem, da bom varno izvedel to, kar vam želim pokazati. Je to smiselno? Se pravi, zdaj bom pokazal, kako... Aha, naj še kdo preveri, prosim, če kaj vidim. Koliko prstov kažem? Ne me udariti, prosim. Koliko prstov kažem? Ne vem, Ena številka reči. ne vem, To je številka. ne vidim. A ste preverjali? Ne. Ja. Sam ne me udariti, prosim, s čem. Ne bomo. Ste? Jaka da ne bi. A ste preverili? Ja. Vidim kaj? Ne. A? Ne. Malo? Ne, nič. Nič ne vidim. Mižim, res mižim. Kje sem jaz? Slišim te, tu si. V glasu te slišim, veš? Kje si? Kje sem? Ok, zdaj bom poiskal, pazi, da ne bom koga zvrbil. Zdaj bom poiskal eno drevo. Se pravi, namest palce uporabljam vrv, a ne? In na ta način prečešem. Aha, tle slišim eno drevo. Ok. Ne, da bi to snelo za hasla. No, kje si? Ok, Ok, to je čutim, da je smreka. Relativno dosti debela. Nisem rekel. Tako ni. Je. Ja, pa že smreka. Tako ni. Je smreka. Je zavezan in ničmi vem, da je. Ja. A ima igelce gor? Ja. Ma. liste. A ima liste? Ja, liste. Dobro. Prej smo rekli tesarski vozu ali začetni vozu mu tudi rečemo. Zakaj? Zato, ker ga običajno na začetku naredimo. Je zelo enostaven, kot je Rok pokazal že prejle, a ne? Zdaj vam bom pa še v praksi pokazal, kako pa to izgleda v praksi, se pravi, kako ga res dejansko v praksi uporabljamo. Prosim, če mi poveste, kaj je to? Vrv. Ja, kateri del vrvi? Konec. Konec vrvi in to je Sredina nekaj. nadaljevanje vrvi, rečemo. Ok? Konec vrvi, nadaljevanje vrvi. Da se bomo dobro razumeli, bom zdaj vprašal tako. S koncem vrvi lahko pridem pod vrv ali pa nad vrv. Kaj želite? Na dvoru. Nad vrvjo. Ja. Tako. In potem moram ta konc vrvi, to je ta, kam uviti? Ja, vmes. Okrog samega sebe, nazaj, a ne? Ja. Se spomnite, kaj je Rok uvil trikrat, pa potem vtaknil čez? Ja. Ne? Se pravi, jaz sem zdaj to kar prišel že čez, trikrat uvijem nazaj proti drevesu, oziroma konc okrog samega sebe in vidimo, da sem tukaj dobil tako zanko. Kako prej? Ja. Pri tesarskem. Se ga spomnite? Se spomnite tesarskega voza? Ja. No, to je zdaj isti vozu ali začetni vozu, kot mu rečemo. Se pravi, smo rekli, ko je on obremenjen, se tle ustvari tako trenje okrog drevesa, hrapovo je drevo, a ne? Da ne bo šlo to, ni šans, gledajte, obesim se s celo težo, a ne? Kako? Ne. Se pravi, imamo tlele rešeno. Ko želim prilagajati torej, višino, vidite, da zelo enostavno vozu odtegnem, ga prestavim tako visoko, kot želim, recimo takole, ne? Če želim malo višji, imeti recimo plahto ali pa kakorkoli, ali pa če bom plezal čez kaj, da ne bom po tleh lezel, a ne? In zdaj, kaj naredim? Prevlečem vrv, jo pregledam, če je gor kakšna veja, evo vidite, ali pa če je kakšen vozu slučajno mi vmes od vas naredil, Ne, ali pa špago prerezal, Ne, hecam se. Če se nič nismo naredili. Sej vem, ali se hecam, no. Še. Ok, zdaj grem nazaj proti, pazite, da vas ne bom koga, As. Au. Boli me Au. as. A. Daj nehajte. Au! ok,
sem najdel spet eno smreko. Ja, de nehaj. Sam dve, ki so bila drevesa. Potegnem vrv sep, da se napne in nekje 1 meter pred drevesom na tej vrvi naredim kaj, kdo ve? Vozel. Kaki vozel? Ribiški. A? Cesarski. Ušesa od Miki Miške. Cesarski. Cesarski? Ne. Sa. Vozel, neki. Kateri vozel? To je, kaj si Od zdaj Miki naredila. Miške. Kako? Od Miki Miške. Od Miki Miške? Ja. Ne. Alpinsko zanko naredim. Ho. Kaj to pomeni? Da malo sprostim tole vrv, 3-krat ovijem krog dlani, to vrv, se pravi, kjerkoli na vrvi lahko to naredite, ali na začetku, ali na sredini, ali na koncu, ali kjerkoli vmes. Naredite alpinsko zanko. Ali topovski vozel se imenuje to. Kako? Narobe smer gledaš. Narobe smer. A ste bolj tako? Pa vse, kaj, ne gledam nikamor, ne vidim kje si. Sam tebe slišam, da si tle. A si? Ja. No. Sej vas slišam. No. Koliko pa je? Ah. 2 manjkata še od lani. Se pravi, tle lahko lete naredim toliko veliko zanko, da gre tudi moje telo tle česa, ne? Sam zdaj ne bom toliko velike delal, ampak hočem samo pokazati, se pravi, če date toliko veliko zanko, da si date čez prsa, lahko potem s tem vozlom tudi kje vlečete za sabo, a ne? Kakšen avto iz jarka ali pa kaj tazga. 5 kolegov lahko se priveže na tako vrv, naredite zanke, pa povlečete kolega iz jarka, če je kam padel noter, ne? Ok, se pravi, še enkrat pokažem, 1-krat, 2-krat, 3-krat, pridem od spredaj, takole, z te strani roke, ne, če vidite, pridem od spredaj noter, zagrabim drugo vrvico, jo potegnem tukaj, želim, da bo dolga zanka, oziroma velika ta zanka, grem od spodaj pod obema vrvicama in zategnem in dobim čudovito, kaj, alpinsko zanko smo rekli, ali pa topovski vozel. Prav to lahko smo rekli, naredimo kjerkoli in ta vozel. Zakaj topovski? Zaradi tega, ker sem rekel, če se prej spomniš, da lahko kjerkoli na vrvi naredimo tele vozle in potem, če si damo to čez prsa, lahko vlečemo tudi topove. Tako kot so to delali vojaki med vojno, ko so težke topove v gore vlekli gor, ker jih niso mogli riniti ali pa kakorkoli so jih vlekli, a ne? A drži, seveda so jih tudi rinili in tako naprej zraven. Ampak večina jih je pa vleklo, gor težke stvari, pa granate, pa vse streljivo, pa se veste, to ni bilo malo, bom rekel, zalog. In so bili primorani se znajdeti s takim vozlom. A je zdaj to smiselno? Ja, zdaj mi je pa. Zdaj je pa smiselno. Dobro. Torej, alpinska zanka se lahko uporablja za ta namen, da nekaj vlečemo, lahko pa jo uporabimo tudi kot škripec. Škripe. A veste, kaj je škripec? Ja. Ne. Kaj? Ne vem, kaj je škripec. Škripec, ne veš, kaj je. Ja, kaj, ne vem. Nič hudega. Ok. Boste zdaj videli, zakaj se uporabi lahko. Škripec. Ja, škripec. Pravite, da. Više. Poiščemo zanko, utaknemo vrvico čez, jo prevlečem čez. Lahko je tudi ne bi, ampak jo bom. Ok. In potem, če stopim zdaj recimo na tole stran, tole drevo. Samo malo pozornosti, prosim, če gledate zdaj sem. Kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj je vrv. Švoh. Kaj, napeta ali ne napeta? Ni napeta. Vmes, ja. Vmes, nekaj Ne. vmes. Ok, glej, kaj se bo zdaj zgodilo. Sprav, ko vlečem tole vrv, No, ja? Zateguje. Ne. Prostjaka. ok? A se zateguje? Ja. A? Ja. A se?
Jaz nič ne vidim, zato. Čak, bom pogledal. Če je. Če se bolj zastavljam. To Harik naredi samo s kitaro. Ja, se je bolj. Je? Ja. Vidiš, če jaz pogledam. Je okej. Je. Bo? Ja. Bo dovolj za mene? Ja. Ne bo zdržala? Verjetno. Ja. Okej. Glej zdaj to, glej zdaj ta trik. Ja. Veste, koliko je zdaj to napeto? Kar precej, ne? Ja. Zdaj bom z dvema prstoma prijel, evo, tukaj le. Če pogledate, z dvema prstoma držim celo napetost teh vrvi. Ja. A vidite, samo dva prsta sta gor. Trije mi mahajo tukaj, jih vidite? 1, 2, 3 prsti. Ja. Z dvema držim, 5 jih imam na roki, a ne? Ja. Vso napetost držim zdaj, z dvema prstoma, se pravi čisto easy. Naredim štirico, se pravi tle je trebušček, a ga vidite, ko imam palec. Ja. Pa repak je pa tle, ko imam Ja. prstanc. Tle pa mezinc, evo, oziroma prstanc pa sredinc, evo, takole. Tle je repak, to je pa trebušček. In zdaj ta repak samo potegnete čez trebušček proti sebi in je zadeva rešena. To se lahko In pravi. drži. Kako? In drži potem. Bom pokazal. Tukaj preostanek vrvi lahko zelo enostavno pospravimo. Zelo enostavno pospravimo na ta način, da naredimo takole eno tako klobaso. Ja? Ja. Jo vtaknemo kam? Ja, v zankico. Ja. Čakaj se malo, da bom jaz to prav potegnil. Zdaj vemo, koliko je ura, ne? 12. 12. 12 pa 1 minuta. Ja, veš, če zvoni. Ne, veš. 12 pa 2. Evo. In zategnem in zdaj ta klobasa vrvi, ne? Ja. Zvitek vrvi, varuje v bistvu ta vozel, da se ne more podreti vse skupaj. Se pravi, in zdaj je ta vrv napeta načeloma tako, da lahko jaz splezam na njo. Predtem me bom samo preveril takole na ta način, če me zdrži. Wow. Okay. Nice. Ne? Grem do tega drevesa recimo. In primer, zdaj vam bom pokazal, kako plezamo po vrvi, torej iz ene strani na drugo stran reke ali pa potoka. Prosim za tišino ta čas, boste toliko fair, ko vam to kažem. Pa boste pol govorili, če pa kdo več ve, pa naj pride pokazati. Je kdo? Ne, Ni nobenega. ne. Pol lahko jaz pokažem. Ja. Mi dovolite? Ja. Okay. Se pravi, nogo zahakljam tako, da imam gleženj oziroma stopalo na levi strani vrvi, a ne, to je tole recimo desna stran pa leva stran, vidite, da imam desno nogo stopalo na levi strani, na tej polovici, a ne, in se takole gor uležete na vrv in lahko tudi počivate. Jej. Wow. Okay? Ne morete dol pasti. Ko hočete plezati, se dvignete po vrvi, nogo potisnete k sebi, se dvignete gor po vrvi in se premaknete oziroma se povlečete naprej. Okay? In spet počivate, če ste utrujeni, a ne? Odspite lo gor. Nice. Ja, pa da pa nekdo vidi zjutraj, pa ti razreže, če... Ja, Pa padeš direkt na tla z glavo. Da pa ni več tako zategnjeno. zdaj pa že raztegnjena, ker sem jo raztegnil, ne? Ajej. Ja. Okay. Jaz bi rad Potem, šel spat gor. Potem, ko hočem iti, se pravi potegnem za
ta šop vrvi, jih dam ven iz zanke, potegnem za to in je zadeva razvezana. Sem potegnem ven vrv iz te zanke alpinske. Jo, spet skoraj z enim prstom, če želite, razvežem, čeprav je bila čisto zategnjena, a ne? A vidite? Ja. Kaj slišimo, katera ptica je to? Tale. Krokar. Krokar. Ja. Evo, zanke ni več. Krok. Ja, je Ampak res. zdaj- Še to vrv potegnem vse, ki mi je ostala. Zgleda, kot da kačo vlečeš. Kak? Kot da kačo vlečeš. Kot da Če kačo bi bila vlečem. taka velika kača, ti ne bi bila tako suha, ne? Ja, vredno bi bilo. Pa ne bi bil tako miren, kot se zdaj. To je pa res. Rekel sem, da zgleda, kot da to dela. Evo, prišel sem še do zadnjega vozla, ki ga čisto enostavno, kaj, Odvežemo. ste videli? A je bilo dosti hiter? Kaj ne? Ni bilo? Ne. Prepočas? Ja. A? Ja. To ti rok rekel. Pleš. To si ti rok rekel. Ja. Zakaj tako misliš? Ne vem. Se ti zdi, da se da hitrej? Ja. Ja, če Vse se da. Sam sem tako naredil, da ste vsaj videli počas. Okay? Pa zavezaj mi je. To, da se dejansko naučimo. Potem, Ja, pa da kar tako Potem- gledamo nekaj. ko hočem vrv zložiti, se pravi ta je 10 metrska, Nice. naredim dva raztežaja takole, dam to okrog vratu, levo roko stegnem in tam, pravi, če mi pride na levi strani dol, gre na levi strani gor, nazaj, vrv, pa gre pol po desni strani dol, pa po desni nazaj. In tako naprej. In zdaj imaš gips. Ja. Skratka, takole, ajde, mogoče še enkrat, še en ovoj. Ne, preveč. Evo, takole, približno, roko ven staknem, potegnem tle od vratu dol in vidim, da sem nekaj zašuštral, ne, Ja. nisem. Tle ne sme biti nič povezano, vidite? Sprav ni nič povezano tle vmes. Ja? Ja. Vzamem to iz vratu, naredim tako zanko, Ja. držim tukaj, poiščem te dve vrvici, ki visita stran, Ja. ovijem trikrat navzgor proti roki moji, dvakrat, trikrat, potem poiščem te vse zanke, skozi katero vtaknete roko, potegnete te dve vrvice noter, naredite tako uho, naredite tako uho, vidimo? Ja. Poveznete to uho čez te zanke in potem zategneš In to fino, naj še močno, zato da to lahko ne razpade, torej Trenutka, potem zdaj. to ne more razpasti. Zelutka. Potem, ko imate to urejeno, vržete to lepo na hrbet, tako, Kako na hrbtnik? prekrižate spredaj, prekrižate zadaj In daš naprej in narediš vozel. in pridete naprej in naredite tle kakšen vozel lahko. Ambulantni. Najboljše, če naredite, se pravi, lejte, tega, ki bi si hotel čevlje zavezati in najboljši vozi za čevlje zavezati so te, ki naredite Zmačkaj. dve mašnici in ena preko druge, no pa ven. To- Dve zanki, da se ne imaš. To se normalno razveže, vidimo, Ja. isto kot normalen vozel, ampak tle se vam bojo čevlji bistveno manjkrat razvezali. Veste, kaj se vam čevlji razveže, pa padeš lahko. Ja. Na zobe ste že daj padli. Ja. Jaz sem enkrat, pa Si? mi je zobi spadel, ko sem jih žmigal. Ja, karkoli. Sem bil kar srečen, sem bil Vse te 50 evrov. viseče dele potem pospravite takole za to vrvico, tako imenovani pas in je zadeva pospravljena in greste veselo naprej. Nice. Dober dan. Dobar dan. Čistega. Čez eno drseče
teren, blaten, skalnat, ne vem, viset. Kaj narediš? Daš konca skupaj, ja? Konca daš skupaj in potegnemo vrv čez. Aha. Prav, potegnemo vrv vse in kaj se zgodi? Kaj rečete? Kaj se zgodi? Kaj? Zapela se je in točno na sredini je zdaj ona, ne? Se pravi, ker imamo oba konca enako dolga. Vidiš? Ja. Zdaj to vržem dol, kamor se želim spustiti. In spustim se lahko koliko metrov zdaj? Ne. 8. 5. 5. Še malo manj, ne? Ker mi še tole nekaj poje. Kako zdaj to naredim? V redu? Lina? Se pravi, stopim noter med obe vrvi. Zdaj bom šel v rikverc. Prekrižam zadaj in prestopim te dve vrvici. To so te dve vrvi, pravzaprav, ker niste v vrvici. In primem, opale, vidite, to se ne sme zgoditi. Dobro, sicer se še nisem spustil, ampak v redu. To nekaj na spodnjo stran. Sprav, takole se lahko pripelete dol. Stopite, enkrat zelo omaknete. Stopite med vrvice, zadnje prekrižate, pridete spredaj, z vrvema prestopite. In kaj potem? Greš. In greš. Se pravi, tlele si zdaj tole spusti malo nižje. Ne? Tako. In tle obvezno držite te dve vrvici. Če grem z roko proti sem, če dovolim s to roko, da gre sem, vidite, me spusti dol, kakor želim. Ne? Ok, se poravnam. Najboljše tako, da imate, da stojite pravokotno na podlago. Se pravi, če bi bila zdaj podlaga takole strma, bi jaz mogel bolj iti dol, ne? Kot da bi po steni Zato, da bi bil potem takole na steno. A si predstavljate, in greš pol dol, kot polojtra. Ja. Vse spušča se dol, a ne? Ne. Ok? Eno roko imate še zmer prosto. Govorili smo o specialcih, a ne, da se lahko še vedno branja, če želijo, ne? In seveda, če to spustiš, je lahko usodno, se pravi, lahko ali precej padeš, ali pa greš v bistvu zelo hitro potem dol, ne? Malo še vedno varno, to je ena opcija. Se pravi, če hočete pol gor, po klancu gor, nazaj, da ste kaj pozabili, izgubili, se potegnite gor po vrvi. In zdaj gremo še naprej. Se pravi, enako naredite kot prej, se pravi zadaj, oziroma v tem primeru spredi prekrižate, greste naprej, oziroma nazaj, prestopite vrvice in zdaj pride to tako. Ja, zdaj pa s to roko ali pa s to roko. Kaj? Ja, se pravi, zdaj ko grem, vidite, proti Riti, Superman, a ne? Se pravi, lahko pa tudi gremo malo hitreje, greste med nogama in ne spuščajte dve vrvici, jasno? Zdaj si naštimi une vrvice nižje dol, v pas. One, ki te v rebra tiščijo, si jih nižje naštimi dol. V pas bolj, še bolj v pas. Na rit, tako, rajše, boljše. Je boljše? Ja. Zdaj ne smeš spustiti dveh vrvic, če ne boš padel, veš? Če pa počasi popuščaš, da se z roko popuščaš, vidiš, imaš pa zelo veliko moč v rokah, ne? Tako, ja. Si zelo lahek, te zelo močno dobro držijo, ne?
Ja. To je na mestu, pa se zdaj probi Jaz se bom. Ok, ne. Na to gre lažje. Ok, še kdo? Jaz bi še prvo bojico naprej. Ja, pojdi. Čakaj, zakaj? Ahoj. Zato še nisem šel naprej. Zato še nisem Ja, pa pejdi. A odložiš palce, prosim. No, ne veš, če me to drži. Ja, pa ne za dolg. Dej, spusti, spusti. Ajde. Pusti. Ne, dobro. Ne, no. Ajde, zvi. Karati čok. Tudi je kot da smo te Katana. Tam zraven je golči, senca in vse tako naprej. A naporno Lina? Ni, ne? Seveda ni. Čau, je lušten? Kam gremo, Matejo? Seveda ga je toplo, kam gremo? Kopat se. V morje. To je pa dobro, ja. Živijo. Vojska, kako ste? Kaj pa s tistim kolom? Ne veš. Evo, zdaj sem polovila nazaj. Eno da tu za vodo. Ja, da bom probal jaz. Ne, jaz jo bom probal. Okej, če jo loviš, daj tam. Jau! Na to malo bolj ne. Čau. Kako je bilo? Mokro je zdaj. Mokro, malo dežuje, ne? Ja, Gremo s kopanja. smal. Ja, ni hujšga. Ja, dejno. A smo z dežja? Mislim z dežja. A smo sladkorja? Ne. Nismo, ne? Da. Okej, kako je to? A? Če vam reče, da listki trepetajo, je to Trepetalec. trepetlika. A ne? Zdaj, če ga bo veter zagrabil, se bo videli, kako migetajo. Evo jih. A vidimo, kako plešajo. Naprej nazaj. Ja, evo.